To je oddaja na Coinov, portala Decrypt in z vami sva David in Stane. V njej razpravljava o Bitcoinu na preprost način, zelo po domače. Če ti je v družbi nerodno vprašati, vprašaj naju in posnela bova odgovor. piši na info@decrypt.com. Živjo, Toni, Živijo. prav posebna priložnost. Toni Čepon, predsednik Bitcoin društva, spet z nami in sicer bomo Tonija malo vprašali o tem, kakšna priložnost imamo Slovenci sodelovanja v eni akademiji, ki se imenuje Toni kako? Plan B akademija. Ok, kaj pa sploh to je? To je v bistvu online izobraževalna platforma, dajmo temu tako reči, ki se osredotoča izključno na izobraževanje o Bitcoinu pa vseh povezanih temah. To se pravi že slogan na njihovi spletni strani. Zelo veliko pove, let's build together the Bitcoin educational layer. Gre za globalno prizadevanje, da se gradi izobraževalna, kako bi rekel, plast okrog Bitcoina. To je to v bistvu v dveh stavkih. Okay, kje se pa to dogaja? V bistvu v prvem delu se vse skupaj dogaja online. Tam obstaja kar nekaj teh, kako bi rekel, tutorialov oziroma predavanj, katere po večini vodi Giacomo Zucco, ki je tudi vodja samega projekta. Zdaj, če na hitrico sam preletim sestavljanje 6 sklopov, vsak si izbere tistega svojega, ki si ga želi. To se pravi, imamo neke Bitcoin osnove, varnost, pa imamo ta družbeni, filozofski, ekonomski vidik, kjer se pač pogovarjajo konec koncev v vseh širokih temah. Potem imamo posel v Bitcoin svetu, protokol razvoj, to se pravi, to je za razvijalce, pa rudarjenje. To se pravi, to je pa čist tehnični aspekt. In zdaj vsak si izbere tisto, kar ga zanima in naredi lahko pač nek tečaj, na koncu katerega dobiš tudi diplomo. To poteka nekje 2 meseca, zdaj ti online kursi si jih pogledaš oziroma narediš, kadar si pač želiš. Ne rabiš jih ob točno določenem dnevu, točno določeni uri sedeti za računalnikom. Ko pa opraviš to izobraževanje online, se bo zbralo najboljših 21, katere pa pol dejansko povabijo v Lugano. Tam se pa dela na real casih z podjetji, ki delujejo v Bitcoin svetu, s temi najbolj znanimi. Zdaj, če par največjih naštejem, ne vem, Tether, Jan3, Blockstream, Breeze, pa pač te, ki poznamo z Bitcoin sveta. Tam pa 14 dni pač se bo verjetno razdelilo v skupine in oni povejo svoje težave, svoje probleme, pol se pa skupaj išče rešitve. Tako da lahko rečem, da kakor sem se s fanti pogovarjal, lansko let sicer ne iz Slovenije, ampak skupine European Bitcoiners, poznam enega, ki se je udeležil te in je imel to srečo, da je pač prišel med teh najboljših 21 in je rekel, da je izkušnja v Lugano teh 14 dni bila res nekaj neverjetnega. In če sem ga jaz prav razumel, 13 od teh 21 dejansko so dobili zaposlitev v enem od teh podjetij. Tako da je to lepo odskočna deska, tudi mogoče za nekoga, ki išče službo, ki ga zanima Bitcoin, ki ga zanima pač tematika ali pa da bi delal nekaj v tem svetu. Glih to sem hotel vprašati. Kdo se lahko prijavi na to? Prijavijo se lahko konec koncev vsi. Bitcoin društvo je dobil tudi neki štipendij, popustov za to akademijo. Zdaj, danes sem dobil informacijo, da smo 2 že podelili, oziroma da so podelili 2 Slovencama 100% štipendijo, to se pravi, da bo to popolnoma brezplačno oddelala ta tečaj. Mislim, da 2 sta dobila pa ne zelo majhen popust. To ocenjujejo pač fanti in dekleta iz Plan B akademije. Oni grejo čez ta prijavni obrazec in pol nekako po točkah ovrednotijo, kdo si kaj zasluži, ampak zmenjeni smo načeloma tako, da bo vsak, ki se bo prijavil, bo sigurno dobil nek popust, da je pa zelo odvisen, kam padeš oziroma kako te bo predalčka. Čaj so v angleščini. Ja, Kako ta prijavna forma obrazec izgleda, kaj veš?
A moraš napisati kaj? Koliko že V bistvu poznaš, notri ali pišeš. zakaj bi se tega udeležil, ali V bistvu te malo čez to formo pele, tako da vidijo, kakšen je tvoj zanimanje. Tudi kakšne osnove imaš, ampak tako, kot sem rekel, to je konec koncev namenjen vsem, tako da zdaj neko predznanje ni potrebno. Je pa res, da vsaka stvar mogoče prenese kakšne dodatne točke, ampak tukaj je bolj, kako bi rekel, koliko si zainteresiran, lahko te pol tudi pokličejo, pa vprašajo, oziroma kakšen mail pošljajo, da vidijo pač interes. Pa pol spet, v kjer program se vključiš, zdaj ne vem, za developerja pač ne smeš biti lih, oziroma ni zaželjeno, da si ravno začetnik. Zdaj, kar se pa tiče družboslovja, pa te ekonomije, tam pa v bistvu lahko prideš tudi z tradicionalnih financ. V bistvu take, kot sem se pogovarjal s Polo, tam v bistvu imajo take še rajš, da prihajajo z tradicionalnega sveta, pa da se pač urinčpilajo. Takih posameznikov je kar nekaj, no, tako da. skratka, ni pogoj, da jaz Bitcoin že poznam, bistvo je, da želim spoznati Bitcoin, da imam motivacijo za to, voljo čas, in ja, da imaš to priložnost, da spoznaš to skupnost tam, vse te firme, če imaš to srečo, da te zberejo, ne? Ampak skratka, to je za vse, če jaz razumem. Zdaj pa jaz izpolnim to formo, kaj pa se pol zgodi, a pol moraš iti čez, tako si rekel, čez te spletne, kaj so to, kurse, tečaje, in pa tudi na podlagi tega, kar tam narediš, so to kakšni preizkusi, da potem tudi to je del za izbor ali ne. Zdaj tukaj je tako, forma je, oziroma format se spreminja. Jaz lahko vem, kako je bilo v lanskem letu, zdaj za letos nisem točen sprašoval, ampak verjetno se prav veliko ne bo spremenil. Zdaj ti spolnaš formo, oni pač pol povejo, katero štipendijo dobiš, oziroma a jo dobiš ali ne dobiš. Potem se prijaviš, zdaj če ne dobiš, je treba pač pokriti tisto kotizacijo, če dobiš, si pač prijavljen. In potem greš čez te osnovne izobraževalne vsebine, na koncu je neko preverjanje in valjda tudi točkovanje. In na podlagi tega, zdaj kako točno bo ta preverjanje letos izgledal, ne vem, da lansko leto je bilo pač čist online, kot vsak online kurs, kam imaš na koncu neko preverjanje, so ocenili. In kot sem rekel, jaz mislim, da so teh 21, ki so jih zbrali, dosto v redu nekako ocenili, glede na to, da jih 13 pač je dobil zaposlitev, to se pravi, da je bil nek kader, ki je prišel v Lugano za tistih 14 dni, pravilno presortiran, pa tudi kar neki znanja so pač pridobili skozi vsa ta izobraževanja. Ampak tako, kot sem rekel, pač tukaj se zadeva ne ustavi, tam je pol ogromno nekih brezplačnih kursov, dobro tudi plačljivih, ki so mogoče nadgradni ali pa mogoče malo odmik od tega modela, in pač se naslednje let spet prijaviš, greš še enkrat skozi. In jaz mislim, da tako, kot sem prej rekel, če je želja, če je volja, pa energija, čas vložen noter, da mu reči, če vložiš neki proof of workov, to jaz mislim, da z tega nekaj more vam past pri vsakem posamezniku. Ampak ja, treba je pa nekako si to narediti in to se pa dela skozi ta ocenjevanje. Plus tega ta plan B diploma, dajmo tako reči, ko jo pridobiš skozi ta online izobraževanja, tudi če ne prideš v Lugano, sigurno pomaga, ne vem, če iščeš mogoče zaposlitev pri kakšnih drugih podjetjih. Se pravim, te, ki so pa naštete na spletni strani, ki jaz sicer prej nisem vseh naštel, pa ja, imajo to diplomo kot neko potrdilo o nekem znanju, ki ga pač imaš, če to diplomo pridobiš. Tako da ja, ne reči, da je to neformalno izobraževanje. No. Dajva, mislim, vsi, ki poslušate, evo, imate priložnost enkratno priložnost se prijaviti na to in tudi obstaja verjetnost, da del ali pa celo, kaj to šolnino ali kakorkoli že participacija, ne, če ste izbrani, sponzorira plan B, če prav razumem. Tako. Drži? Preko Bitcoin društva pač sponzorira plan B in pokrije to šolnino ali oni jim rečejo štipendijo. Zdaj mogoče za unga, ki pa ga sam zanima, pa se mogoče temu ne bi priključil, pa so na spletni strani planb.academy, mislim, ja, se bo dalo v opis tudi link. Ja. So pa tudi brezplačni videi, to, da tudi, če koga zanima, si lahko tam pogleda, kako dejansko to sploh zgleda. Tam se pač sam zlogiraš noter in greš po korakih, pač te osnovne stvari. In ja, stvar je sigurno zanimiva, pa podprta, dajmo reči strani teh začetnikov OG-ov, kakorkoli jim že rečemo. Še to, dokdaj se lahko prijavijo? Kaj neka omejitev je verjetno časovna, ne?
Ja, načeloma začetek februarja, ne moreš reči 8. februarja, mislim, da se bo to vse skupaj zaključilo. Zdaj, kako se prijavite, najlažje je, da pošljete nam na info@bitcoin.si mail ali pa na socialnih omrežjih, da nas kontaktirate, Telegram grupah, kjerkoli ga pač posod, ko smo, to da vam tudi pomagamo, pošljemo linke po vse skupaj in tam pristopite, ali pa naredite ta prvi korak k tej akademiji. Super, evo. Skratka, kontaktirajte Bitcoin društvo, pomagali bomo pri tem, da boste dobili te prave linke, izpolnili, kar je treba in pa bomo tudi mi za vas držali pesti. Absolutno. Tako kot sem rekel, 4 so že, plan je bil 2, no zdaj so že 4, ampak imamo še prosta mesta, tako da ne moreš, da je 400% več kot lansko leto, oziroma lani ni bilo nobenega. Čestitke. Pa očitno Bitcoin društvo Slovenije nekaj dobro dela. Ja, trudimo se po svojih najboljših močeh, vedno bi se dali še boljš, lahko bi bilo pa tudi veliko slabše. Bravo. Zdaj pa tako imam glih, evo, klep. Dajmo malo pokomentirati še dogajanje po svetu, tako na kratko. Zlato gre v nebo. Prebil je $5,000. Nisva pri finančnih nasvetih, to noben finančen nasvet, sam mogoče razmišljanja. Moraš disclosure, da v bistvu vse, kar bo tukaj povedala, da ni finančen. Ni finančen nasvet, ne. Nikoli ga ne boste kle dobili. Skratka, vidimo, da zlato lepo raste oziroma očitno fiat zelo dobro pada. Zakaj misliš, da se to dogaja in zakaj se zdaj to dogaja zadnjo leto? In še malo, v čem misliš, da je razlog? Ja, da ti mu rečeš, da lepo raste, jaz mislim, da sta v nekem parabolnem vzponu in zlato in srebro. Zdaj, zakaj se to dogaja? Jaz sem prepričan, da je to zaradi negotovosti po celem svetu, kaj se dogaja s fiat valutom, kaj se dogaja z gospodarstvom. Kapital se nekam mora stekati in valjda se steka v najbolj trdno obliko denarja oziroma v neke sigurne naložbe, ki so bile vedno nekako stabilne, tudi v največjih krizah. Zdaj vemo, da gospodarstvo ima probleme take, kakršne ima, fiat valute imajo probleme take, ki imajo, printajo se, da bo jutri vsega konc. Jaz tem upravim, da so te naše centralne banke na drogi in vedno več rabijo, to se pravi, oni imajo pa to srečo, da pritiskajo ta rdeč gumb, da si pač to drogo oziroma denar lahko naprintajo in normalno, zdaj pameten denar pa pač nekam mora iti in gre zdaj v zlato, v srebro, pa še kam zdaj. Če pred, recimo tisto krizo 2008-2009, mislim, pred to krizo šlo to v nepremičnine, dokler niso počle, se mogoče zdaj folk oziroma ljudje ne odločajo toliko za nepremičnine, ker mislijo, da se bo spet kaj tazga zgodilo in iščejo druge stvari. Zdaj, kje je tukaj Bitcoin? Bitcoin vedno malo zamuja, ne? Upam, da tudi to rundo, ampak pol, ko se stvar obrne, ko se, zlato vstav, ko se srebro vstav, se začne pa nekaj drugega spet premikati, ne? In jaz zdaj ne bom rekel, da se bo Bitcoin premaknil. Upam pa. Ne, še ne govorijo o ceni. In edin logičen bi bilo, da se premakne, ne? Ker zdaj se konc koncev že premikati le v desno, po neki, da moramo reči, relativno ravni črti. Ampak zdaj včasih je bilo tako, ker je Bitcoin tako, mislim, ker je zlato tako le znoro, se je Bitcoin premaknil kam drugam, ki pa sam v desno, ne? Zdaj v tem trenutku pač stoji oziroma se pač premika teh par procentov gor dol, da se bo pa to vse skupaj stabiliziralo, ko se bo ta kapital začel nekam drugam predstavljati, pa tako, kot sem rekel, jaz upam, da se bo kje, da mora si mi želimo. Ker normalno, tako kot sem prej rekel, v vseh teh kritičnih cajtih se pač začne stekati v najbolj trdno obliko. In jaz mislim, da ne sem to, kar si... Ja, povej. Mislim, da ne sem to, kar si ti rekel, se pravi, da gre za to, da iščejo neko varno naložbo, ne? Gre tudi za to, si rekel, mogoče vlagatelji, mali, veliki, kakorkoli, kle se mi zdi, mislim, ne, da se mi zdi, dejstvo je, da so tle tudi države, ne? Ki so pogruntale, da če zlata nimajo prsepa, ne? Ali pa če ga sploh nimajo, ne? Ker nekateri so ga prodajali, imajo problem. Ker mislim, tukaj zdaj vlagatelji, če včasih smo se pogovarjali
če smo se včasih pogovarjali o vlagateljih, v Bitcoin, da so bili to pač posamezniki oziroma ljudje, v enem trenutku so prišle inštitucije in tako, kot si rekel, v tem trenutku so zdaj tudi države začele iskati varno zavetje oziroma neki, kjer se zaščitijo pred inflacijo in pač konec koncev ga lahko tudi one kupijo oziroma da jim reč nekako pridobijo na tak in drugačen način. In zdaj tukaj trenutno so pač v zlatu, vse vemo, da centralne banke so pač kupovali zlato. No, jaz sem to mislil. V majhnih količinah. Ampak jaz sem tukaj se pač enkrat ustavil, zaradi tega, ker pač stvar ne more iti v nedogled gor, zdaj pa zlato je tako, da vemo, da je problem, da ga je težko po svetu predstavljati, če ga kupaš od nekoga drugega, pa ga pa nekom drugem hraniš, mu moraš zaupati. Zdaj, če je to 1 gram, 10 gramov ali pa 100 gramov v redu, če se pa, neka država začne pogovarjati o tonah, je pa to problem, predstaviti 1000 ton zlata iz Amerike v Evropo. To ni majhna številka oziroma ni to nekaj tazga, kar se lahko zgodi v enem dnevu ali pa v enem tednu ali pa celo v enem mesecu. To je reklama za Bitcoin Shop. Mater direkten. Kaj pa tam dobiš? Ledger, Trezor, Bitbox, kar si zaželiš. A to so denarnice? Strojne denarnice. Še kaj? Knjige, recepte, križanke, kape, šale. Kakšne šale? Slabe, kakšne pa. www.bitcoin-shop.si Ali www.bitcoin-shop.si. Ne, sam to, mogoče. Gre tudi za to, ali bo, vse to so primeri, zdaj bilo v Nemčiji na zadnje to, da Nemčija, da je bil poziv k tem, da naj iz ZDA, da ZDA naj pozovejo, da naj pošljajo njihov zlato, ki ga hrani ZDA. Za njih pa je spet ta vprašanje, a bojo kdaj do tega dejansko prišli in pa ima ZDA sploh ta zlato. In vprašanje, kaj bo ZDA naredil. Jaz mislim, da Nemčija, če ne bo ubogala, pa delala tako, kot želi ZDA ali pa tako, kot želijo ta glavne sile v finančnem sistemu, tega zlata videla bo ne. Jaz sem v bistvu na to temo prav pisal en članek oziroma sem eno objavo delal in sem tudi malo zračunal oziroma pogledal, mislim, da tega zlata je nekje 1500 ton, pa 2000 mogoče, ampak mislim, da ne. In če bi se v kosu ta zlato mogel predstaviti iz Amerike v Nemčijo oziroma v Evropo, bi to stalo nekje, mislim, da okrog 20 ali 30 milijonov dolarjev. Zdaj, če se to dela po nekih delčkih, ne vem, po 100 ton ali pa še manj, pač ta številka še toliko bolj naraste. Zdaj tukaj moramo upoštevati, transport, zavarovanje, varovanje, ker valjda to bi bilo zelo zanimivo za ukrast. In plus tega, da to zorganiziraš, je to lahko en mesec ali pa 2, zdaj vemo pa, kva se lahko v enem mesecu ali pa 2 v Ameriki ali pa kjerkoli na svetu zgodi, glede na to, da se stvari spreminjajo z danes na jutr. Pol pridemo do tega problema, da Amerika sploh ne ve, ki ima ta zlato spravljena, ga sploh ima ali ga nima. In zdaj nekaj tazga smo videli, mislim, da je bilo leta 1960-65 ali nekaj tazga. Mislim, da 68, ja. Je Francija v času predsednika Charles de Gaulle, mislim, da je bil, ki je šel z vojaškimi ladjami pol na koncu Ameriko po to zlato. Amerika je izmeri imela, da jim reči težavo predati zlato. Zdaj je bil to njihov ali ni bil njihov, pač to njih ne zanima. Tam ga imajo spravljenega in ga ne dajo kratko z rok. In jaz mislim, da tudi to rundo ga ne bojo kratko spustili. Zdaj tam v nam svojem objavi ali članku sem pol na koncu napisal, da če obstaja kakšna bolj enostavna rešitev za hranjenje vrednosti oziroma premoženja, pa za enostaven prenos in spet pridemo do tega skupnega imenovalca, ki ga pač imamo. Imamo. Zanimiv komentar, zanimiv mnenje o tem, se pravi, zlatu in pa Bitcoinu in kako se gibata. Ma tudi Mallers, pa ne samo Mallers, ampak recimo, da je njega, ki sem na zadnje poslušal. Bitcoin se še vedno obnaša kot sredstvo tvegano,
sredstvo, ne, ali razred sredstev. Špekulativna naložba, da temu reči, ja. Mislim, lahko reče špekulativna naložba temu, ja. In ko se masa denarja v sistemu krči, oziroma je primer, ponavadi te naložbe grejo bolj navzdol, kot navzgor. In v 2026 naj bi, oziroma matematično gledano, morajo centralne banke ali pa vsaj največja Fed v ZDA naprintati ogromne količine, da sploh lahko preživijo sistem. In to bi naj bilo obdobje, ko bi Bitcoin lahko se malo drugače obnašal, kot se trenutno, ko se premika pač v desno. Bomo pa videli, če bo temu tako. Bilo je tako nekajkrat v zgodovini. Čas bo pa povedal, ne, če je res to. Mi bi se želeli, da ni odvisen samo od tega, koliko denarja je v obtoku, ampak da se ga tretira kot kvečemu najbolj trden denar in da se obnaša hkrati kot valuta, plačilno sredstvo in kot hranilec vrednosti. Ne. Tako da, ja, bova videla, kaj prinaša 2026. Bo zanimiv. Ja, absolutno. Bo pa tudi zanimiv. Mislim, tukaj se jaz strinjam z Malersom, da pač printal se bo zmeraj več, kot sem že prej rekel. Pač te centralne banke so na drogi, ki se jo lahko same proizvajajo in se jo delajo vedno več jo potrebujejo. Da ta denar se bo printal, ta denar bo šel v tok, ampak jaz tukaj vidim, da pač mora biti še en pogoj izpolnjen. Ne? Ljudje oziroma pač inštitucije ali pa kdorkoli že pač prije do tega denarja se mora zavedati oziroma mora najti najboljšo obliko, kam pač predstaviti ta svoj kapital trenutno, tako kot smo se prej pogovarjali, zdaj ta kapital oziroma ta denar leti v zlato. Zakaj? Zato, ker ima pač svojo zgodovino, zato, ker vemo, kako se je skozi zgodovino obnašal in pač v tem trenutku je najbolj sigurna rešitev oziroma v njihovih očeh oziroma v očeh teh ljudi oziroma institucij, ki imajo ta denar, najboljša rešitev. Se pravi, zdaj prije pa ta pogoj, ko pa bojo enkrat videli, da obstaja še boljša, zato ker nimamo problemov jo predstaviti skozi čas, skozi prostor, ni taka težava jo hraniti, vrbati. Se bo pa sigurno začel predstavljati v Bitcoin. Zdaj, kdaj se bo to zgodilo, mogoče takrat, ko se bo zlato oziroma gibanje cene zlata mečkan ustavilo ali pa temu reče malo padel, se takoj začne iskati alternativna varianta, ki je lahko po njihovem mnenju mogoče mečkan bolj rizična, tako kot si prej povedal. In pač bo to predstavili in po se bo začel to v Bitcoin zlivati in ko se bo videl, da se pač Bitcoin ne obnaša več tako, kot se obnašal 10 let nazaj ali pa 5 let nazaj, da ni več toliko volatilen, zato ker bo pač masa toliko večja in to ladjo zaguncati ne bo več toliko enostaven. Pol je pa to, pa bo pa tudi Bitcoin imel svojo zgodovino, ampak pač moramo biti potrpežljivi, ne? Tukaj time frame je zelo pomemben. Mi vsi gledamo, kaj se bo zgodilo jutri, pogovarjajo se o ceni v 2026, konec koncev je pa to, če stopimo 3 korake nazaj, sam ena pika na grafu, pa tudi če gledamo cel let, tako da naslednjih 3-4 letih bo pa slika veliko bolj jasna. Drži. Jaz gledam zadnje pol leta kot v bistvu priložnost, ko lahko kupujemo Bitcoin še po relativno, manj kot 100 jurjev, no? Tako reči. Dlej, ko bo tako, če ga želiš kupiti, je bolj za tebe. Sej to konc koncev nima veze, ne vem, se je gledal 6-7 let nazaj, ne vem, koliko je. Ko smo rekli, da ga lahko kupujemo pa po 10, pa šel pol na 30, pa so vsi čakali, da ga bo kupili po 10, pa je prišel sam na 11, pa ni bil več po 10, pa smo ga skozi kupovali pod 100, ne vem, čez 5 let smo pa rekli, imamo srečo, da živimo v cajtu, ko ga kupujemo, ne vem, pod milijon. Tako da to je sam stvar percepcije, pa v bistvu od kje gledaš, kdaj si začel, pa kdaj si spoznal, kaj je najbolj trden denar, pa kaj je najboljši denar. Hočeš reči, da je vedno ta prav čas za nakup Bitcoina? Ja, v bistvu najboljši čas je bil 15 let nazaj, ne? Ta drugi najboljši cajt je pa zdajle. Konec koncev, jutri že ne veš, kaj bo, včeraj ga pač ne moreš, ne? Tako da ja, vedno ta prav cajt. Dobro, razmislite, če rabite mogoče Bitcoina. Ti kaj bereš? Pa ja, stalno nekaj preberem. Zjutraj nogavice, pa tiste rozine iz kosmičev prezajte. Ne, a kaj knjige bereš? A ja, knjige sem pa bral, veš, tista bralna značka Cankarjev pokal v hitrostnem branju, ali kaj je že bil. Kaj pa če povem, da imamo v slovenščini kratke knjige, ki razlagajo Bitcoin? Res?
Ja, v Bitcoin knjižnici jih lahko kupiš s kodo na coinu, dobiš 20% popust na posamezno knjigo. Popust. Ja, popust. Pejdi na www.bitcoin-knjižnica.si in ne pozab kode na coinu. Čakaj, si zapišem na coin, www.bitcoin-knjižnica.si. Ti rabiš očala, se mi zdi. Glede na to, sem omejena s časom. Dajmo na hitro pogledati sam še, kaj sanjajo na Nizozemskem. In sicer so že zelo daleč v procesu, da sprejmejo en tak zakon, ni še sprejet, to moram reči, to je še nekaj korakov, da jim to rata. In sicer obdavčitev nerealiziranih dobičkov. Vključno to velja tudi naprimer za Bitcoin. Kaj bi to pomenilo? Znaš tako zelo preprosto povedati? V bistvu znam povedati, ne znam si predstavljati, kako so si to zamislili. Je pa nekaj res, da v bistvu niso oni edini, ki so prišli na to, da jim reči noro idejo. Jaz sem se pogovarjal že s kolegom iz Norveške, kjer so tudi že eni Skandinavci, pa zdaj ne vem točen kateri, dejansko že sprejeli nerealizirane dobičke. To pomeni, da dejansko boš 1.1.2027 mogel napovedati, koliko je Bitcoin zrasel oziroma kakšen dobiček imaš in boš pač plačal davek od dobička, tudi če ga nisi prodal. Ne? In zdaj, če ti Bitcoin, ne vem, pol v naslednjih, ali pa kjerokoli sredstva, no se tle v bistvu nerealizirani dobički so neumni pač za kjerokoli stvar. Če ti pač vrednost te stvari pade čez 2-3 mesece, ne vem, za 50%, kako boš ti davek plačal oziroma kaj boš pol, takrat ga boš nazaj zahteval, se tega noben ne bo poplačal. Ne? Tako da, tukaj res ne vem, kako so si to zamislili, ampak pač oni imajo pač vlada države, imajo vedno neke ideje, ki so mogoče za njih logične, ker si morajo svojo plačo nekako zagarantirati, pa vse, kar poberajo, da lahko zapravijo. Ne? Ampak ja. Jaz tukaj vidim bolj pristop, da dajmo pobrati vse, kar je možno. Ne, ta pristop z nerealiziranimi dobički je sploh res adijo, skregan z vso pametjo, kmečko logiko. Ne vidim drugega, kot sam, da pač grebejo po čez dalje več sredstvih, ki jih zaenkrat še imajo pač njihovi državljani oziroma prebivalci neke države. In nič drugega ne vidim tukaj, kot pač kaj je to, prisilna zaplemba premoženja, ki je v tem primeru še toliko večja, ne? Kjer gre za nerealizirane. Jaz v bistvu že dalj časa v bistvu se skupaj primerjam kot, nas primerjam kot neke molzne krave. Ne? Sicer res butasta primerjava, ampak tukaj dejansko grejo do konca. Ene države res probavajo narediti vse, da bi zmozali še tiste ta zadnje stvari od teh svojih podložnikov. Ampak enkrat pač stvar ne gre več. Zadnjič pogovarjali ste rekel, pa če smo mi neke molzne krave, oni so ti kmetje, ki nas pač molzejo. Ampak če kmet rab 6 litrov mleka, krava da pa 3 litre mleka na dan, pač ne moreš iti 6-krat pomolzt, pa bo dala 6 litrov. Slejka prej se bo ustavil, pač ne preteče več. Da je tukaj treba, jaz mislim, da gledati mogoče malo naprej, pa pač novo kravo, ne vem, novega telička parpelat, pa to kravo na futra, da bo zrasla in pol bomo imeli 2-krat po 3 litre mleka. In to je edina rešitev. Sam problem je tukaj, da je treba počakati, da je treba delati plansko, ne vem, za čez 2, čez 3, čez 5 let naprej, treba narediti neko ugodno davčno okolje in pol bo mogoče pa res pretekel to gnarja, ki si ga oni želijo, oziroma to, kar ga lahko zapravi. No, to ga ne bo nikoli pretekel, kar so ga oni sposobni zapraviti, ampak da se vse približamo nekim takim številkam. Ampak ja, tukaj je pa, se pravim, jaz ne vem, nekaj, kar smo si 10 let nazaj mislili, da je to skoraj nemogoče, da se nekdo sploh spomni, pa da nekdo omen, imamo neko evropsko državo, ki pač ta predlog dejansko je že stlačilo v parlament in se o tem pogovarjajo in zdaj ga sam še, mislim, da je bilo par dni nazaj rečen, da ima sam še finalno brušenje oziroma mičken ga morajo še speglati, pa bo sprejet. Mislim, nimaš kaj peglati, to je za vrsto smeti, pa pač nima besedno, brez veze. Drži, to je treba zatreti v kali. Sam čakam, kdaj bojo naši fenomenalni znalci prišli s to idejo, da bi kaj tazga uvedli tudi pri nas. Ker bo to verjeten, če slučajno tole gre naprej, ne? Aha, super. Odlično. Pa dna raste na drevesu, ne? Ja, za ene raste. Zatreti v kali tole, ker to je res bolano.
Nič, dajva zaključiti. Toni, hvala za danes, ki si namenil svoj čas. Mislim, da si poslušalcem dal eno super priložnost, lahko se odzovejo, prijavijo na plan B, ne? Academy, mislim, da je stran. Academy. Ja, bova dala link v opisu. Dajte razmisliti, ali pa mogoče niti ne razmišljate, dajte se prijaviti. Pejte probat. Če ne drugega, pejte stran pogledati, gor imate ogromno vsebine izobraževalne, tako kot je Toni rekel, nekaj je za ston, nekaj je za plačati. V teh programih sodelujejo res imena, ki so v svetu Bitcoina, ki nekaj pomenijo. In če vam rata pride tja, jih boste uživo spoznali. Giacomo Zucco, če ne veste, kdo je, dajte malo pogooglati, dajte pejte na X, malo prebrati njegove članke ali pa njegove govore, poslušajte na YouTube, na podcastih, se res splača. Poleg tega je še duhovit, ne tako kot midva. Tako da, ja, Toni. Še kaj tazga, ker sem pozabil. Ja, mogoče to. Kje se lahko prijavijo v Bitcoin društvo poslušalci? Ja, v bistvu vse informacije na bitcoin.si. Tam je tudi pristopna izjava, pa pač vse, kar delamo. Tudi linki do European Bitcoiners portala, kjer obstajajo članki v slovenščini. Danes je bil en objavljen, mislim, da je 10 mitov. V bistvu je Mythbusters, to se pravi. Razbija 10 najbolj pogostih mitov v Bitcoinu. Plus tega je ogromno nekih vsebin. Meetupi, Ljubljana, Maribor, vsi ljudno vabljeni, meetupi so brezplačni, konec koncev se ni treba niti prijaviti, če se kdo hoče skrivati, drugače pa na meetup.com /Bitcoin Ljubljana se prijavite in pa boste na mail dobivali obvestila, kdaj so meetupi. Načeloma se trudimo, da jih delamo vsaj enkrat na mesec, ali v Mariboru, ali v Ljubljani, ali pa na obeh koncih. Maribor je lih danes, mislim, da bil en razpisan za naslednji mesec že, oziroma za februar. V Ljubljani bomo imeli pa v februarju en online dogodek, pol konc meseca pa mislim, da bomo tudi meetup naredili. Za člane društva pa tudi treba narediti občen zbor, tako da tiste člane društva, ki poslušajo, vabim, da sledijo svoj poštni nabiralnik oziroma da gledajo, kdaj bo preleto vabil, da se spet dobimo pa pogovorimo, kakšen je plan za 2026. Kaj bomo počeli? Kako se bomo borili, če bo spet prišel kakšen predlog o nerealiziranih dobičkih, kako ga bomo argumentirali. Tako da ja, ne vem, siguren sem še kaj pozabil, dogaja se ful, tako da na meetupih pa take stvari pol predebatiramo in pridite, luštanje. Če drugega ne, pridite pogledati, pa se malo pogovoriti, malo podružiti. Tega nam manjka. To je to, Toni. Hvala. Hvala tebi, David. Ostanite na Coinu, zberite satošije. Čau, bau.